Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v tokratni vroči temi. V tem tednu jo je nekoliko začinila Katedrala svobode. Prišla je s svojim predlogom za krizno oziroma reformno vlado. V njej pa predlaga kar 4 kandidate za mandatarja. Janeza Janšo, Milana Kučana, Anžeta Logarja in Boruta Pahorja. Zakaj vse to in kako se na to odzvali tudi nekateri politiki, bomo danes vprašali kar 2, enega iz Katedrale svobode in tudi nekdanjega predsednika Državnega zbora. Lepo pozdravljena, dr. Dimitrij Rupel in gospod Janez Podobnik. Dober dan. Dr. Dimitrij Rupel, zakaj ta predlog, odkot ideja in ali so že kakšni odzivi na vaš predlog, predvsem od tistih 4, ki ste jih predlagali za mandatarja? Moram premisliti. Ideja je bila prvotno moja, to moram neskromno reči. Rekel sem, da bi Slovenci rabili slovenskega Churchilla. Na kar smo začeli malo gledati okrog sebe in smo ugotovili, da nimamo nobenega tacga, ki bi bil slovenski Churchill. In potem smo našteli 4 imena, bom rekel, uglednih politikov slovenskih z neko kilometrino, izkušnjo, recimo razumnostjo in tako naprej. In se je pač izcimilo to število, ta kvartet. Zdaj, veste, že v starem Rimu, pa celo v Evropski uniji so včasih govorili o direktorju, neki skupini ljudi, ki ima pooblastila. Peter Jambrek je potem našel nek način, nek recept, da bi, če ne bi mogli odločiti s soglasjem, kdo bi bil predsednik vlade, da bi o tem žrebali. No, to se mi je zdelo duhovito, ampak mislim, da to ni prava pot. Bi že moralo biti soglasje, ali pa vsaj 3-1, oziroma večina bi morala biti, se mi zdi, da bi potem to morda funkcioniralo. Sicer pa, a veste, mi smo v glavnem hoteli, da tako rečem, vrsteno bombico v ta politični prostor, formulirati neko provokacijo, neko idejo, tako kot gre zdaj, najbrž naprej ne bo šlo dolgo. In kje iščemo, rekel, tiste, ki bi nas lahko vodili v prihodnosti, med tistimi, ki voditi znajo, ki niso zdaj vajeni samo, da tako rečem, voditi neko trgovsko podjetje z elektriko, ampak ki se spoznajo na politiko, ki se spoznajo na Evropo, ki se spoznajo na svet. V tem trenutku je zunanja politika, so mednarodni odnosi centralnega pomena. Dr. Dimitrij Rupel, si Slovenija lahko še privošči 2 leti vlade takšne, kot jo imamo sedaj? No, Slovenija si je privoščila 45 let skrajno mizerne ureditve, govorim zdaj po 2. svetovni vojni, in na nek način smo preživeli, ne sicer najbolje, ampak smo preživeli. Potem se je pa zbralo nekaj ljudi in vedno se zbere tako 3, 4, 5, 6 ljudi, ki dajo neko idejo in potem tista ideja začne se valiti kot kakšna taka snežna kepa in na vse zadnje potem se nekaj zgodi. Jaz imam upanje, da bo ta ideja ali pa še kakšna, ki se bo našla čez čas, da bo imela neke posledice, pozitivne posledice za slovensko življenje. Mislim, da smo si zaslužili nekoliko boljše življenje, kot je trenutno. Gospod Podobnik, udeležili ste se razprave Katedrale svobode, ki je s tem predlogom, bomo rekli, na eni strani presenetila, nekatere tudi navdušila. Kako je bilo pri vas in tudi, ali menite, da je Slovenski državni zbor sposoben v tej sestavi, tudi sami ste bili predsednik Državnega zbora, se usesti skupaj, premisliti zadeve in iti na drugačen način naprej? Najprej pobuda skupine intelektualcev iz gibanja Katedrala svobode predvsem govori o tem, da je Slovenija trenutno slabo vodena. Kot je bilo že rečeno, kot je spoštovani kolega dr. Rupel povedal, morda je bilo tudi nekoliko hudomušnosti, pa malo provokacije v tem predlogu. To, da mlajša
srednjegeneracijska kadrovska zgodba leve sredine v Sloveniji ima velike težave z liderstvom in s kompetentnimi imeni se je pri tej vladi dokončno in nedvoumno potrdilo. Vprašali ste, ali bo Slovenija preživela še, oziroma kaj se bo zgodilo naslednji 2 leti ob tej vladni kompoziciji. Če bi bil nekoliko, rekel, neodgovoren, potem bi rekel, to, kar so volivci skuhali, to naj tudi pojedo. To je, na nek način je to tudi del neke politične konsekventnosti. Morda bo potem čas, da bomo spregovorili o eni zelo pomembni slovenski zgodbi, ki je zelo prizadela slovensko demokracijo. To je koncept novih obrazov. Če kaj, je to usodno ranilo slovenski demokratični in ustavni red. Slovenija zaradi tega izgublja. In drugo, tu sem si zapisal to misel, na zadnji osrednji politični oddaji nacionalne televizije Tarča je dr. Vesna Godina rekla naslednji stavek. Jaz sem bil zaprepaščen. Bilo bi pametno, da centri moči v Sloveniji iščejo alternativnega predsednika vlade. Centri moči, torej jih je več. Ona kot sociologinja, profesorica ocenjuje, da bi bilo pametno, da centri moči to delajo. Kaj to pomeni? Kdo so ti centri moči? Torej očitno to delajo. Očitno so tudi dosedanjega predsednika vlade tako izbrali in tako naprej. Da ne bom predolg pri vašem prvem, vprašali ste me pa še nekaj, vloga državnega zbora. Karkoli se bo zgodilo v naslednjih mesecih, katerikoli predlog bo predlagal predsednik vlade, morda predsednica države, po slovenskem veljavnem ustavnem redu, poslovniku državnega zbora, o vsem odloča samo en organ. To je parlament. Državni zbor. Mimo njega ne bo šlo nič. In ne more iti nič. Dokler bo poslanska skupina Gibanje Svoboda, ki ima sedaj 40 članov, enotna in bo delovala, potem se aktualnemu predsedniku vlade ni zakaj bati. V tistem trenutku mi ne vemo, kaj se dogaja v tem korpusu. Mene zanima tudi, kakšna je notranja demokracija. Ko se bo pa tam začelo kaj dogajati, takrat bo pa tudi on ogrožen. Doktor Dimitrij Rupel, nasprotniki so sovražniki, so bile besede, ki ste jih po enem od vodilnih politikov povzeli na okrogli mizi Katedrale Svobode. Ali si teh sovražnikov na eni in drugi strani nismo ustvarjali sami? In kje je slovenska politika po vaše zašla, da je postala politika prej predmet sovraštva kot predmet sodelovanja? To je več vprašanj, predvsej zapletenih, ampak če dovolite bi vendarle opozoril na to, da v parlamentu ni samo 40 poslancev, ampak 90. Tako je. In da odloča 46. Pri večinskih odločitvah. Večini zadev. Pri ustavnih zadevah pač rabite dvotretjinsko večino, ampak 40 so zelo pomembni. Jaz si pričakujem, če bi recimo se z ljudmi pogovarjali, s poslansko skupino, posamezniki, skupinami in tako naprej, bi jih poskušali prepričati o nujnosti neke spremembe. Navsezadnje, jaz si predstavljam, da v Gibanju Svoboda nekdo kot Milan Kučan uživa nek ugled in neko podporo. In zdaj, mislim, da bi se dalo dobiti 46 glasov za neko rešitev v tem parlamentu. Jaz bi bil zelo previden, ker zadeva parlament. Parlamenta ne bi razsipali ali razsuvali. Poslanci so bili izvoljeni za 4 leta in jaz mislim, da so zainteresirani tam ostati 4 leta in tako naprej, iz vseh mogočih razlogov. Tako da tudi pri tem parlamentu stvari niso popolnoma brezupne, ni pa res to, kar pravi spoštovani doktor Podobnik, da o vsem odloča parlament, obstaja tudi plebiscit ali pa referendum. Ne? Hvala Bogu. Ja. Če lahko samo nekaj pojasnim, strinjam se, če se lahko tikava s tabo. Namreč,
zaradi konstelacije in moči v državnem zboru vladne koalicije, v trenutku, ko bi se začelo karkoli dogajati znotraj Gibanja Svoboda, potem bi tudi dve drugi parlamentarni vladni stranki morda nekoliko spreminjali svoja stališča. Dokler bo pa ta korpus ostal enoten, pa ti dve poslanski skupini ne boste imeli moči, da bi kakorkoli sami solirali. To je jasno, da ne, ampak imamo močno opozicijo in tako naprej. In tako naprej, tako je. Prosim, glede tega sovraštva do politike. Nek znamenit pravnik, ki je sicer pisal in deloval v času nacizma v Nemčiji, Karl Schmitt, ampak ga spoštujejo tudi demokrati, ko je bil pri nas tale Badinter, predsednik Ustavnega sodišča Francije, ga je citiral na veliko. Torej, Karl Schmitt pravi, da si politike ni mogoče predstavljati brez prijateljev in sovražnikov. Torej, zdaj, uporabljamo besedo sovražniki. Meni je ta beseda malo zoprna, zato ker če imate vi parlament, v katerem sedi vlada in opozicija, sedita vlada in opozicija, so to nasprotniki, ne pa sovražniki, po mojem pač skromnem mnenju. Ampak če gledamo pa večjo sliko, bigger picture, ne, je pa res tako, da navsezadnje se o najvažnejših političnih vprašanjih odloča na ta način, ki ga opisuje Karl Schmitt, navsezadnje tudi z vojno, da je temu tako, vidimo danes praktično vsak dan. Torej, tisti, ki poskušamo nekoliko pogasiti ta ogenj oziroma ta požar, seveda nismo zdaj ravno v ospredju ali pa, da bi imeli tisto poglavitno vlogo. Večinoma so ljudje zelo razburjeni. Poglejte recimo te naše demonstrante, pa poglejte Slavoja Žižka, pa poglejte demonstracije v Berlinu navsezadnje, poglejte nastanek strank, kot je Alternativa za Nemčijo v Nemčiji, poglejte, kaj počnejo v Franciji, zažigajo avtomobile, izložbe. Skratka, imamo en kup enih zelo sovražnih pojavov, sovražnostnih, kaj ne rečem, pojavov. In jaz sem seveda za to, da poskušamo to, bi rekel, kanalizirati v neke politične kalupe, kanale, sporazumevanja in tako naprej. Veste, pri Slovencih je še en dodaten problem, da nas je malo. In zdaj, če se bomo mi šli vojno, kot se gremo v tem trenutku, potem se bomo iztrebili, ne? In to mene malo skrbi. Jaz bi si želel, da bi Slovenci ostali in možnost je, da ostanemo in možnost je, da modra politika najde način, kako bi zadovoljila res veliko večino Slovencev. Doktor Rupel, doktor Podobnik je govoril o centrih moči, ki jih je omenila Vesna Voggodina. Vedno govorimo o nekih centrih moči. V preteklosti so se pogosto menili tako imenovani strici iz ozadja. In če se vrnem na tisto, kar je bilo tudi omenjeno na razpravi Katedrale Svobode in kar je omenil gospod Podobnik, so novi obrazi. Mislim, da smo v zadnjih več kot 10 letih na vsakih volitvah do sedaj stavili na neke nove obraze. Teh novih obrazov se je nabralo kar nekaj. Odgovornosti, ti novi obrazi, ko na novo niso bili izvoljeni, mora biti predčasno ušli iz parlamenta ali tudi predčasno zapustili mandat, niso prevzeli nikakšne. In sedaj se ti novi obrazi na takšen in drugačen način vračajo v slovensko politiko in v njej tudi ostajajo. Vaš pogled? Že spet precej zapleteno vprašanje. Veste, zdaj, novi obrazi, po mojem, torej, kar se tiče Katedrale Svobode, mi nismo strici iz ozadja, ampak strici iz ospredja, ne? In mi ne predlagamo novih obrazov, ampak, bi rekel, trdne ljudi, pametne ljudi, ne?
ne bom rekel stare obraze, ker to je pa samo kritika. To ima že mal slabšalni pomen. No, gledajte, novi obrazi so nek revolucionarni koncept. Po koncu druge svetovne vojne je bilo treba, da tako rečem, počistiti Slovenijo. Ta izraz tudi gospod Golob uporablja, da treba počistiti. Ne? A veste, druga beseda je potem tudi ilustracija, pa čistka, pa tako naprej. No, to so revolucionarni koncepti, ki so se skazali kot zelo, bi rekel, negativni za normalen razvoj slovenske družbe, gospodarstva, kulture in tako naprej. In bi zato morali s temi novimi obrazi nehati. Je pa res, da, a veste, šlo je za to, da v eni dolgi generaciji, v eni življenju, v času delovanja neke močne generacije po drugi svetovni vojni, je šlo v resnici za nadomeščanje praktično vsega. Veste, kaj pravi Internacionala? Ne? Bili smo nič, bodimo vse. Ne? Se pravi, veste, mene kar naprej me zbadajo takšni stavki iz kakšnih takih pesmi in tekstov in tako naprej. Kaj je namen bil te vlade? Zamenjati vse. Ne, zamenjati vse. Ne? RTV zamenjati vse. Ne? Ja, Kristus pomagaj. Ne? Lahko nekaj dodam? Prosim. Se bom ponovil. Vedno bolj sem prepričan, da je vprašanje in tema, o kateri je zdaj dr. Rupel govoril, in vaše vprašanje, eno osrednjih vprašanj delovanja slovenske države in kako deluje slovenska demokracija. Najprej centri moči, torej množina, in pa tudi ta koncept novih obrazov. Bodimo zelo konkretni. Jaz bi tukaj delil skepso dr. Žige Turka, ko so nam sedaj nekatere bolj levo usmerjene javnomnenjske agencije nenadoma izmerile velik padec priljubljenosti predsednika vlade, koalicije in tako naprej. Ne zaupam jim preveč, ker se spomnim, kako so pred letom in pol nabildale to osebo in potem zmerile veliko priljubljenost. Nikjer ne piše, da ne bomo okrog novega leta, ko se bo sedaj predsednik vlade premišljeno umaknil iz javnosti, čim manj izjav bo dajal, mednarodne obiske bo delal, bodo rekli, javnomnenjske podpora se mu zopet povečuje in tako naprej. Preprosto jim ne verjamem. In del teh struktur, centrov moči so javnomnenjske agencije, pojdimo naprej, torej lastniki teh medijev in gremo naprej. Če me vprašate, kje pa ždijo ti centri moči? Zanesljivo so to tisti krogi, ki so prisesani na državni denar. Na koncu gre za denar. In ideologija, ideološki koncepti, levo, desno, je pa odlično orodje, kajti če kaj v Sloveniji deluje, potem deluje, da si proti Janši, da si, grdo rečeno, za partizane in tako naprej. To je zloraba ideološkega boja, preko katerega potem dobiš položaj in seveda v svojih podsistemih si uspešen. Torej, koncept novih obrazov, čeprav je dr. Rupel tudi nekatere zgodovinske premise tega opisal, je po moji oceni zelo prizadelo delovanje slovenske demokracije. In to škoduje državi, to je tudi proti normalnemu delovanju političnih strank. To ne more biti normalno, da ti mesec dni pred parlamentarnimi volitvami ustanovi stranko, te agencije izmerijo strahotno priljubljenost in dobi 41 poslancev državnega zbora. Kdo je vodja programskega odbora te stranke? Katere politične programske koncepte so zasnovali v letu pa pol? To je dobesedna napad na dolgoletne, tudi večdesetletne politične stranke, ki pa s težavo izgrajujejo svoj programski in vrednostni profil. Ampak veste, en malo smo pa tudi sami krivi. Pa ti, pa jaz, pa najni prijatelji. To, da
so Slovenci kupili nove obraze v nekem trenutku ali pa zdaj že večkrat, je tudi naša krivda, ker nismo znali parirati z argumenti. Jaz se spomnim, da smo imeli v enem trenutku na prizorišču eno gibanje, ki je bilo zelo nestrpno do vseh drugih komponent, da tako rečem, te zmirne desnice ali pa torej, govorimo o naših prijateljih, o našem krogu. Ne? Namesto da bi se združevali, namesto da bi sodelovali, smo se začeli takole malo zbadati, pa nihče se ni hotel z nikomer rokovati, pa fotografirati, pa take reči, pa ne bom nobenih imen govoril, ki je brez veze. Jaz mislim, da moramo se malo sami preuzgojiti oziroma pogledati v ogledalo, kaj smo sposobni narediti. Moji prijatelji, vse jih poznate, literati, filozofi, sociologi, smo leta 80, par tednov po Titovi smrti, predlagali novo revijo. Demos je nastal pravzaprav iz SLS, se pravi iz Kmečke stranke, SDZ in torej Socialdemokratske stranke, Krščanski demokrati so prišli malo kasneje. In Zeleni Slovenije malo kasneje. Ja, no, hočem reči, to so bile majhne grupe ljudi. Jaz se spomnim, ko smo se srečevali na tistih sestankih, kako je že tisti imenoval, tist genialni forum, ki ga je vodil Jože Smode. Koordinacija. Neka koordinacija, ja. Tam nas je bilo vse skupaj, iz vseh desnih strank, da se je bilo 5-6. Skratka, sej ni treba, da organiziraš vojsko, zato da bi prepričal ljudi. Ne? Važno je, da imaš argumente in argumenti so tle. Torej, jaz sem vedno bil namreč odprt za kritiko in kadarkoli govoriš o sodelovanju in partnerstvih, to je moj vedno programsko-politični koncept. Jaz sem iz tega ven zrasel, seveda tudi kakšno napako smo naredili in odgovor je morda, to je pa zdaj drugi izziv, kako naprej, kako se pripraviti na to. Ena beseda, po mojem, ne zgublja pomena, ne? To je partnerstvo. Ne? Partnerstvo, ki najprej spoštuje razlike med nami, potem pa nas zmotivira, da damo tisto, kar je najboljšega v nas, v skupni projekt. To je bila velika moč Demosa. Spoštovanje in bili ste, in tisto, kar je bilo najboljšega v vas, to se je izrazilo. To je morda odgovor za naprej. Dragi Janez, ne smemo pozabiti, mi smo bili seveda po svoje idioti. Ne? Mi smo razumeli, da je zdaj to čas sodelovanja in partnerstva, kot ti praviš. Imeli smo predsednika države, ki je bil bivši šef komunistov, imeli smo Demos, ki je bil kar desno-sredinska kompozicija in to je bila kohabitacija. Tako je. To je bilo sožitje in sobivanje in sodelovanje. In mi smo to ponudili, to je še Drnovšek zelo dobro razumel, po njem so se pa stvari zapletle. Jaz bi Janšo tudi prištel zraven, torej imam vtis, da on tudi podobno razmišlja kot jaz, ampak dejansko po letu 2008 so se pa stvari res do konca zagnojile in postale enostranske. Mi, vi, pa sovražniki, pa prijatelji. Pa spoštovana gosta, če nekako vidimo, da se vseeno na levem polu, takrat, ko je potrebno, vedo povezati, vedo združiti, pa se mi zdi, da smo v zadnjem času, predvsem na desnem polu, priča nenehnim prepirom, predvsem po družabnih medijih, med tako prvakom Nove Slovenije, prvakom SDS-a, sedaj SLS je šla s svojim kandidatom, nosilcem liste, doktorjem Petrom Gregorčičem v javnost. Kako pa torej na tej strani nekako povezati, nekako ljudje, volivci nimajo upanja, da bi se na tej strani
lahko zmenili in pokazali alternativo, torej na desni strani, da se da. Da vseeno volivci so pokazali, kljub temu, da denimo nekatere stranke niso bile izvoljene v parlament, ostale pred hramom demokracije, pa danes so ministri oziroma podpredsedniki vlade v tej vladi. Lahko jaz najprej na to? Zadnji argument ni dober. Namreč, torej, vaše vprašanje je zelo na mestu. V tistem trenutku, ko ti v vlado povabiš politične parlamentarne stranke, ki niso prišle v parlament in njihove predsednike na nek način skoraj nominiraš za podpredsednike vlade in jim daš pomembne resorje, to je na nek način zloraba volitev. Veste, zaradi tega volivci pravijo, zakaj smo pa šli na volitve. Seveda govorimo o tem vstopu dveh strank, ki so se popolnoma zgubile in utopile v gibanju Svoboda, čeprav sedaj pravijo, da določajo ton njihovem delovanju. Vaše vprašanje pa je seveda mnogo bolj kompleksno. Najprej bi samo na kratko rad povedal naslednje. Odločitev organov stranke, jaz sem še vedno aktiven v nekaterih organih Slovenske ljudske stranke, to samo lahko povem, da smo za nosilca liste za evropske volitve predlagali aktivnega državljana, intelektualca in odgovornega državljana, dr. Petra Gregorčiča. Ki pa je nov obraz. Prosim? Ki pa je nov obraz. On je res torej nov obraz. To je, jaz mislim, da je on eden najboljših predstavnikov tistega prostora slovenske javne scene, v katerim se artikulirajo odgovorni, aktivni državljani. Moral bi kdaj že biti prej minister. Ima cel kup... Nekdo, ki je politik, mora imeti politično kariero za sabo, mora imeti za sabo življenje znotraj stranke, vse stranke mislim, v Evropi. To je še vse pred njim. Bi morali biti za njim. A veste kaj? Premlad je, ne? Ja, pa zakaj ga pa vzamete? Zakaj pa ti ne kandidiraš? Torej, poglejte, dr. Peter Gregorčič je v svojem nastopu povedal eno zelo zanimivo misel, ki jo jaz zelo podpiram. To, kar je ponovil bom, tam, kjer smo najboljši, to, kar je najboljšega v nas, to dajmo tudi za Evropsko unijo, tudi za Evropski parlament. Evropski parlament ni prostor odmika iztrošenih politikov. Zakaj se pa ne bi tam nekdo, bi rekel, tudi kalil in na to nazaj se vrnil? Lepo te prosim. To je povedal. Lepo te prosim. Naprej. No. Samo trenutek. Na vaše vprašanje glede sodelovanja desnosredinskih strank. Jaz bi tukaj ne bil tako črnogled. Jaz bi predlagal, če smem reči temu, model partnerstva in sodelovanja, ki bi ga morda označil kot model koncentričnih krogov. Lahko sodelujemo na državnih ravneh, na državni ravni, če tam ne gre, lahko na lokalni, lahko na evropski. In pustimo našim kolegom iz teh krogov, da so morda na nekateri od teh ravneh se povezujejo z nekom drugim. V sredini tega partnerstva pa so vrednote, ki so naredile slovensko državo in jih je začitila slovenska ustava. Torej, jaz ne bi bil tako, in tukaj bi predlagal voditeljem teh strank, da so bolj široki, da dopuščajo različne odločitve, ampak v strateških odločitvah pa seveda, da sodelujejo. To je moj predlog. Poglej, Janez, ti poznaš razmere v evropskih strankah, CDU, CSU, pa v francoskih kakšnih strankah, pa angleških strankah, konservativce in tako naprej. Ljudje se kalijo v tistih strankah, živijo v tistih strankah leta in leta, lezejo po neki lestvici navzgor, pridobivajo izkušnje in tako naprej. Kar se tiče mladih in starih, jaz sem star, tudi ni nobenega problema. Ampak Churchill, koliko je bil star, ko je postal predsednik vlade? Biden, koliko je star, ki je predsednik Združenih držav Amerike? Trump, koliko je star, ki je bil tudi predsednik Združenih držav Amerike? Roosevelt, koliko je bil star? Adenauer, De Gaulle, lepo vas prosim, nehajte že s tem adolescentnim... Jaz tega nisem sploh omenil. Mladih, starih v mojih besedah ni bilo. Dr. Rupel, glede na pomen in vlogo, ki jo ima Evropski parlament v svetu, pred nami so evropske volitve,
Precej imamo nemirno Evropsko unijo, vojna v Ukrajini, nemiren Bližnji vzhod. Kako pomembne po vaše bodo prihodnje evropske volitve in tisto, kar bomo izvolili tudi v Sloveniji? Žal ne bodo pomembne. Zaradi tega, ker Evropski parlament ni pomembna inštitucija. Žal ni dovolj pomembna inštitucija. No, tako pa ja. Evropski parlament je zelo v Evropi imamo mi strankokracijo, tam se zmenijo šefi strank, tisti, ki dobijo največ glasov v ta glavnih državah in tako naprej, postavijo svoje kandidate. Poglejte sestavo Evropske komisije, pa si boste znali odgovoriti na to vprašanje. Ampak vi ste se dotaknili ene stvari, ki manjka v tem našem pogovoru, in to je svetovna situacija. Vi ste govorili o vojnah, imamo 2 vojni in zelo malo ljudi razume prav, za kaj gre. Petrič je zanč kar posrečeno razložil, ne? A veste, Rusi so bili zelo zainteresirani, da se pozornost svetovne javnosti prenese iz ukrajinsko-ruskega spora na bližnjevzhodni spor. In so seveda najbrž tudi kakšno raketo posodili Hamasu. preko Irana. Ali pa sami od sebe, kakorkoli že. A veste, hkrati je pa ta vojna na Bližnjem vzhodu zelo dobro izbrana s strani, tako rečem, sovražnikov miru in nasprotnikov, da tako rečem, modernizacije na svetu. A veste, kot jaz razumem, ima Izrael tam okrog 10 milijonov prebivalcev, ne? Od tega je 1,5 milijona je Palestincev, ampak Palestincev vseh skupaj na svetu je, se mi zdi, okrog 5 milijonov ali pa ne, več, 9 milijonov se mi zdi celo. Ne? Samo v Gazi, v Ramali in v Izraelu skupaj jih je 5, pa so pa še v Libanonu, pa v Jordanu, pa tako naprej. Hočem reči, to je zelo dobro izbrana vojna. Kajti, veste, če smo mi, narod 2 milijonov, zahtevali svojo državo, ja za božjo voljo tudi Palestinci, ki jih je 9 milijonov, imajo pravico zahtevati svojo državo. Ampak leta 1947, ko se je stvar reševala, je bilo v načrtu Organizacije Združenih narodov sta bili 2 državi in Palestinci so idejo zavrnili, ker je bilo po njihovem mnenju treba uničiti Izrael oziroma uničiti Žide. Uničenje Židov je pa neka svetovna travma, ki jo je zelo težko, kaj ne rečem, požreti, ki je zelo težko tudi razumeti. Ne? In zakaj recimo jaz smatram, da je treba biti zelo previden pri tem opredeljevanju za eno ali pa za drugo stran. Židje so bili najbolj preganjan narod v zgodovini, po drugi strani pa evropska civilizacija dolguje judovski in krščanski tradiciji največ. Mi spadamo v to tradicijo. Odkot pa je svetopismo? Če se jaz ne motim, tam prvi del je zelo judovski. Da ne govorim o Kristusu in tako naprej. Mislim, dajmo biti enkrat natančni, kar zadeva te stvari. A veste, jaz sem zanč na tistem sestanku v Ministrstvu za zunanje zadeve malo diskutiral na temo neodvisnosti. Ivo Vajgl je govoril o tem, da je njemu všeč ta nov strateški koncept, ker govori o neodvisni zunanji politiki. Sem rekel, ampak odkot pa ta neodvisnost je? Mi smo si kar precej prizadevali za to, da bi Slovenija postala neodvisna. In če ne bi Slovenija bila kot država neodvisna, ne bi bilo nobene neodvisne zunanje politike, sploh nobene zunanje politike ne bi bilo, ker zunanjo politiko imajo lahko samo neodvisne države. To je kaj ne rečem, zlato pravilo. Ne? Ali ste, gospod Rupel, v tem primeru kritični do zunanje politike slovenske v tem trenutku? Nekateri očitajo preveč prorusko, sedaj že preveč propalestinsko. Jaz mislim, da ta politika ni premislena dobra situacija, v kakršni smo se znašli. A veste, zdaj, kar se tiče proruske orientacije, ta orientacija je bila dejansko zadnja leta kar precej močna. Ne? Mislim tukaj na Karla Rjavca in tako naprej. Kar se tiče
kar se tiče Izraela. Jaz sem rekel, veste, neodvisnost smo si na nek način izbojevali. Ampak nas je napadla JLA oziroma Jugoslavija zelo podobno, kot so Arabci napadli Izrael. Zelo podobno. In Arabcev je več kot Izraelcev. Če pogledate, koliko je Arabcev na svetu. To je velesila. In tudi JLA je bilo mnogo več kot pa slovenske teritorialne obrambe. Veste, mislim, kdo nam je pomagal takrat? Izrael nam je pomagal z orožjem. Če ne bi imeli mi pomoči Izraela v tem vojaškem pogledu, bi morda mi slabše odnesli, ali bi bilo več mrtvih in tako naprej. Skratka, mislim, o teh stvarih je treba govoriti zelo, zelo previdno in o njih pisati s tresočo roko, kot je govoril Bučar. Samo to bi dodal dve misli. Prva je ta, da tukaj je Dimitrij seveda velik specialist. V slovenski zunanji politiki pogrešam popolnoma po nepotrebnem se je odmaknila od te srednjeevropske zgodbe. Če kam sodi Slovenija, tudi politično in zgodovinsko, sodi tudi v ta prostor. Tukaj moramo pohvaliti njenega predhodnika, dr. Logarja Anžeta, ki je tukaj stvari dobro zastavil, že pred mnogimi leti pa tudi ti kot zunanji minister. Zelo občutljivo in kompleksno vprašanje. Celo Kučan je bil za Srednjo Evropo, se je skliceval te srednjeevropske predsednike. Tako je. No, to je posebna tema. Nenazadnje Slovenija sedaj se pripravlja na nestalno članstvo v varnostnem svetu. To je poseben izziv. Tu bi morala združiti vse potenciale, ki jih ima. Upam, da vas bodo še kdaj povabili na kakšen strateški pogovor. Kaj pa bomo mi počeli tam? No, to je pa mogoče tema za eno drugo pogovor. Samo še nekaj bi rad povedal o tej zelo kompleksni zgodbi, zgodovinski odnos do Židov in do Izraela. Nekdo je rekel, da je Izrael kakšen že nehvaležen otrok Združenih narodov. Ne vem, kje sem to slišal, ampak ozadje tega je seveda ima tudi verske korenine. Najbolj, kar me preseneča, nekoliko berem občasno tudi tuje medije. Leva evropska in globalna politična scena se je ujela v antisemitizem. Protižidovski. Postali so protižidovski. Pa nikoli niso bili. To me resnično... Tudi v Nemčiji, celo v Nemčiji. Celo v Nemčiji. No, tukaj smo potem tudi do nastopa dr. Žižka na otvoritvi Frankfurtskega sejma. Ali sodi taka tema na tak knjižni sejem? Najverjetneje sicer sodi, ampak torej hočem povedati, da je to... Ne sodi v uvodni govor. Morda v kakšen vsebinski panelni nastop. Je pa res nekaj, kar je dr. Petič povedal na našem tem zadnjem srečanju, od globalnih sil, ki ima največji interes, da se je tako usodno ponovno zakompliciralo na Bližnjem vzhodu, je pa Ruska federacija. Spoštovana gosta, še bi lahko razpravljali, naš čas je potekal. Dr. Dimitrij Rupel in dr. Janez Podobnik, iskrena hvala za obisk v našem studiu. Želim vse dobro in prepričan sem, da bomo te teme odpirali tudi v prihodnje. Hvala. Iskrena hvala, ker ste spremljali današnjo vročo temo na portalu domovina.je. Če ste jo zamudili, jo lahko ogledate oziroma si jo lahko ogledate na našem YouTube kanalu ali pa na naši spletni strani www.domovina.je. Lahko pa seveda več preberete tudi v tiskani izdaji našega tednika in tako podprete neodvisno novinarstvo. Želim vse dobro.